Vinska klet Marof letos praznuje 10. obletnico. Vino izvažajo na 3 celine, prodajajo ga v 11 državah sveta. Prav tako so njihovo vino začeli uvrščati na prestižne vinske karte po svetu in to v zgornjem cenovnem rangu. Kljub temu, da je naša zgodovina šele na začetku, mislim, da nam je uspelo bistveno več, kot je bilo sploh za pričakovati. Če pogledamo mogoče desetletje nazaj, kljub 100-letni tradiciji Goričkega in zavedanju dejstva, da je Goričko nekoč bilo vinogradništvo zelo dobro razvito, če pogledate 10 let nazaj, mislim, da lahko skupaj z nami ugotavljate, da je kljub 100-letni tradiciji vinogradništvo na Goričkem bila kot ena siva lisa na vinskem zemljevidu vina. O vinih z Goričkega takrat dobesedno noben ni govoril niti slovenska, da rečem stroka, niti ni govorila slovenska družba, kaj šele, da bi se vina pojavljala nekje v mednarodnih vodah. Nam je v zadnjih letih ali pa v tem zadnjem desetletju uspelo izvoziti vina na 3 dejansko celine. Vina prodajamo v 11 državah po svetu in tudi naša vina so se začela uvrščati na prestižne vinske karte dejansko po svetu in to, da rečem, ne v spodnjem rangu cenovnem, ampak kar v zgornjem cenovnem rangu. V zadnjem obdobju predvsem, da rečem, vlagamo v azijske trge, na azijski trg tudi vidimo, da je največji potencial in smo v zadnjih letih ali pa v zadnjem letu predvsem naše promocijske dejavnosti tudi usmerili, da rečem, na to azijsko tržišče, ki se nam zdi zelo pomembno. Pečat in pa prepoznavnih naših vin izvira dejansko iz tega Goričkega tervarja. Mi skupaj vidimo to Goričko kot en unikum, vidimo kot prepletanje, da rečem, 2 klimatov, tega panonske klime z mešanjem alpskega zraka, hladne klime in pa predvsem poudarek na tej matični osnovi, ki se mi zdi, da je toliko pestra in drugačna kot nikjer drugje v Sloveniji ali pa gledano v svetovnem merilu. In se mi zdi, to daje tisti pečat tem našim vinom. Morda vse te danosti, mislim, te našteta dejstva, ki sem jih zdaj izpostavil, ki jih mi vidimo kot prednost, so jih pač nekoč videli kot neko slabost. Sigurno prekmursko vinogradništvo ni predstavljalo za dobenega nič. Kaj šele, da bi kdo verjel, da se dajo tukaj pridelati vina najvišjega možnega ranga. Mi dejansko obeležujemo letos 10. obletnico obstoja, pa vendar ima zgodovina tega posestva je zelo dolga in plemenita. Že pred več kot 100 leti so tukaj grofje Sapari dejansko pridelovali vrhunska vina in ta pretrgana nit zgodovine se je začela obnavljati leta 2007. Leta 2007 se je takrat v Kramarovcih, v Stari kleti v Kramarovcih prvič ustekleničil prvo ustekleničeno vino pod blagovno znamko Marof in dejansko že kar naslednjo leto, leta 2008, smo bili nagrajeni, angleška revija Decanter je takrat nagradila naš Chardonnay iz lege Bodonci z regionalnim nazivom, tako da smo postali regional trophy, dobili smo naziv regionalnega šampiona. Prvi letnik v tej novi kleti, takrat sem se tudi jaz pridružil, to je bilo zdaj pred 10 leti, 1.7. sem začel tukaj, da rečem, moj del poslanstva in takrat smo nekje pridelali okrog, leta 2009 smo prvič pridelali okrog 30.000 steklenic, zdaj v tem trenutku pa jih pridelamo nekje trikrat več. Na posestvu približno obdelujemo nekje 100.000 trt na 3 imenitnih amfiteatrih. V amfiteatrih dejansko vse 3 naše lege so zelo podobne tej mačkovski legi, ki jo lahko vidimo tukaj na naši levi strani. Gre za ene posebno, dejansko, seveda ta amfiteater ti daje eno posebno obliko tudi načina razmišljanja, kako boš pridelal vino, kaj ti vse to nudi, če gledate sonce
ki vzhaja pa zahaja vsako posamezni del malo drugače osvetli in seveda to ti daje možnost dejansko nekega razmišljanja ali pa izražanja tega rastišča. Smo pa v zadnjih letih posestvo temeljito tudi, da rečem, obnovili. Mi smo iz prvotnih 45 hektarjev posestvo zmanjšali na današnjih 22, kar pomeni nekje 100 tisoč trt. In kar se mi zdi najbolj pomembno, da smo že takrat vedeli ali pa smo se zavezali predvsem modri frankinji. Modra frankinja je tukaj nekoč bila in se mi zdi, ko razmišljaš, kaj bi naj v prihodnosti ali pa kaj je želja enega vinarja, da bi naj v prihodnosti sploh delal ali pa izkazoval, da pač pogledaš preteklost. Mi smo šli nazaj 100 let, videli, da je bila tukaj frankinja in smo predvsem, da rečem, veseli, da je po tej naši ugotovitvi ali pa zasaditvi trt našega posestva za skoraj 1/3, imamo že sedaj modre frankinje posajeno. Res je, da smo v Mačkovcih posadili približno rdeče sorte, modra frankinja, Zweigelt, nekaj imamo tudi merloja, na teh naših drugih lokacijah pa so posajene bele. Kramarovci, najstarejši vinograd z Chardonnajem, 55 let star vinograd in to je tudi neka želja, da rečem, vse tisto, kaj se nam je zdelo dobro, vse tisto, kaj se nam je zdelo izredno, da smo poskušali ohraniti. Zadnjih 10 let smo tudi, da rečem, zelo ekstenzivno ene določene lege pridelovali, ker smo pač želeli, da bi nekako ohranili, da bi se trte še ojačale in da bi iz teh 55 let, 60, 70, 80, mogoče nekoč imeli možnost tudi pridelovati vina iz 100 let starih trt, kar se mi zdi seveda izredno pomembno. Preko sem že omenil modro frankinjo, se mi zdi posebej omeni dejstvo, da je mednarodna empelografska stroka lansko leto dejansko potrdila, da modra frankinja je slovenska originalna sorta, da izvira nekje tu v okolici Slovenske Konjice in to je tudi dejansko sorta, gre za najbolj plemenito rdečo sorto, ki je zelo sofisticirana, ki je zelo elegantna in zelo plemenita in sem vesel, da smo se mi dejansko že pred tem dejstvom odločili prav in da smo posadili skoraj tretjino naših vinogradov za to modro frankinjo. Zaradi tega dejstva je seveda modra frankinja, da rečem, v slovenskem prostoru tudi začela dobivati en pomen, začele so se iniciative zbirati okrog modre frankinje, tako da je tudi zdaj, rečem, mednarodna, mislim, domača stroka, pa tudi domači gostinci, vsi ostali posvečajo neko pozornost. Predvsem ta naša modra frankinja iz Mačkovc, pa se mi zdi, da je v mednarodnih krogih vzbujala pozornost predvsem zaradi te izjemne kakovosti. In veseli tudi dejstvo, leta 2018 nas je ena izmed najbolj elitnih nemških revij Feinschmecker uvrstila med 6 elitnih slovenskih vinarij. Dejansko smo edini iz področja Podravja, ostali so seveda kolegi iz drugega dela Slovenije. In pa tudi dejansko Steven Spurrier, ta znani vinski pisec pa kritik, verjetno se spomnite takrat tistega legendarnega filma, ko je organiziral pariško degustacijo v Parizu, kjer so pač na anonimni degustaciji kalifornijska vina premagala znamenite Burgunce. In je tudi on leta 2008 dejansko prvič pokusil naša vina in takrat uvrstil našo modro frankinjo letnika 2011 tudi v eno izmed izdaj dekanterske revije. On ima posebno rubriko, ker dejansko priporoča nekje 36 vin, ki bi se jim naj dalo neko pozornost, tako da se mi zdi, da je to res tisti nekaj en pečat, da delamo prav, da smo na pravi poti, da je tukaj dejansko, da od vsega začetka, kar smo mi sami verjeli, pa da rečem poznali, pa vedeli, da so tu lege, da so tu trte, ki jim je potrebno samo zaupati in kot, da rečem, mi tukaj le bežno nekako slediti. Poleg modre frankinje, da ne bo samo ta modra frankinja, imamo tudi druge sorte in smo ponosni dejansko na vse naše polnitve. Probamo jih res
dejansko z neko do podrobnosti razumeti to našo rastišče in pa izraziti v steklenici. Se mi zdi posebej čar tega vina je nenazadnje v tem, da je možno vsako leto pridelati še nekaj bolj prepričljivega pa izjemnega. Seveda ob dejstvu, da ti stoji ob tebi narava in pa tudi dejansko mi vsi tukaj, celi ta tim, ki razmišljamo, da želimo pač pokazati to rastišče. Mogoče še za konec, mi smo od vsega začetka, od leta 2009, ko smo zgradili to klet, vinogradu opustili herbiciranje, tako da dejansko vina pridelujemo na sonaravni način, ne uporabljamo herbicidov, ne uporabljamo insekticidov in smo tudi začeli pridobivati ekološki certifikat, ker pa želimo nekako vsem tistim, ki mogoče ne verjamejo, da smo ta pravi, da prav ne razmišljamo, pač dati kot neko potrditev. Predvsem to se mi zdi, če z minimalnimi posegamo mi v naravne tokove te narave, da lahko res pridelamo izjemna vina z podarjenim rastiščem. Ustanovitelj vinogradniškega posestva Marof Stanko Polanič pravi, da ga pot, ki so jo prehodili skozi 10 let, spominja na prašnato in vijugasto Goričko cesto. Kot smo že oba začetku povedala, 10 let ni vinogradništvo neko dolgo obdobje, je pa vseeno, moraš teh 10 let preživeti, ker tu je od zasaditve prve trte, vsaj 5 let traja, da imaš neko prvo trgatelj, pa vse še dodatno 3-4 leta, da sploh ugotoviš, kaj lahko ta teren od sebe daje in kaj lahko trta od sebe da. Tako da to je za nami in lahko povem, da danes mi več kot 50% naših vin izvozimo, nismo neki veliki proizvajalci, mislim, da je naša največja ponuditev bila 70,000 steklenic, vendar pa smo vseeno, kot je že Uroš povedal, prišli ne samo na slovenski vinarski zemljevid, ampak tudi na evropski vinarski zemljevid. Pomembno za mene je tudi to, da smo uspeli prej tujino kot pa slovensko javnost prepričati v to, da je Goričko bistvo teren ali pa pokrajina, ki je v Sloveniji ima najboljše pogoje za rdeče sorte. Ker Slovenci so stalno živeli, pa slovenska javnost je stalno živela v prepričanju, da je Primorska tista, ki bi lahko svoj razvoj vinogradništva temeljila na rdečih sortah. Mislim, da se je to pokazalo, da je k temu dosti doprinesla tudi ta lokalna potrjena sorta modra frankinja. Mislim, da lahko na tej modri frankinji tudi v prihodnje gradimo, predvsem marketinško, pa kar se tiče kvalitete pridelave, še več in da se lahko prek tega tudi maksimalno uveljavimo. V tem obdobju, v teh 10 letih, lahko povem, da smo vložili v segment vinogradništva z izgradnjo kleti, z zasaditvijo novih trt, skoraj 10 milijonov evrov, da je od tega bilo nepovratnih sredstev v sklopu evropskih programov za subvencioniranje kmetijske dejavnosti približno 1,4 milijone evrov, da je v bistvu dobrih 8 milijonov evrov bilo lastnega denarja. Tako da smo v to dejavnost dosti vložili. Kot Uroš pravi, to je naložba ne za mene, pa niti ne za njega, verjetno za njegove otroke, pa za moje vnuke, ker takšna razlika je med nama je. In jaz sem vesel, da se je to na Goričkem zgodilo. Mi smo bili tudi eni prvih, ki smo si upali s takšnim projektom, večjim projektom na gorički prostor vstopiti. Danes me veseli, da je na Goričkem že več takšnih projektov. Lepo bi bilo, če bi še se 3-4 našli, ki bi dopolnili našo ponudbo. Lepo je tudi to, da delamo na tem, da bi tudi to Goričko zaživelo z tem našim skupnim porabskim prostorom, ker to je bil enkrat v zgodovini prostor, ki sta en prostor,
ker so se ljudje med sabo poznali, skupaj delali in da se ta tradicija začne obnavljati. Tudi Porabje v zadnjih 5 letih doživlja en razvoj, celo mislim, da na temle turističnem delu celo bolj kot pa gorički del se gradijo prvi hoteli, prvi penzione, dobre restauracije, ne vem koliko poznate recimo Eri San Petro, restauracija na tem področju s kuharjem, ki ima prvi na tem področju Michelinovo zvezdico. Če greste tja, si mislite, vraga, kje so si to upali takšno restauracijo narediti. Restauracija dobro laufa in je fajn, da vsi skupaj v ta mozaik nekaj dodamo in na ta način se tudi gorički del lahko primerno razvija. To, kar je včasih pomenilo nerazvito, je lahko sedaj prednost, ker je okolje bolj ohranjeno, ni turistično tako oblegano in sodoben turist, ki nekaj da na kvaliteto, lahko v tem okolju neprimerno več najde za sebe, kot pa v enem okolju, ki je turistično močno oblegano in namesto, da bi našel mir, v bistvu najdeš nemir, pa si obremenjen z tem velikim nemirom, ki iz okolja prihaja do tebe.